Zaključen je prvi del ligaškega tekmovanja, Muranona je jesenski prvak in bo prezimila na prvem mestu. Letos z nasmeškom na obrazu zaključujejo ambiciozne Radomlje Medex. Proti Žalcu Trbovljam so dosegla dekleta 20 golov in ni veliko manjkalo, da bi porušila svoj primat v prvi ligi. Za reprezentanco je zelo uspešno leto, predvsem so naše navdušile v Ligi narodov. Iz prijateljskih tekem v drugem delu leta pa se bodo lahko marsikaj naučile. Pogovarjali smo se z Laro Klopčič, ki že nekaj časa vleče poškodbo, a je znala premor izkoristiti za nadgrajevanje nogometnega znanja. Začeli bomo s povzetkom reprezentančne sezone. Prašnikar gol, vendarle gol za slovensko reprezentanco. Z dvignjeno glavo, ko so morale priznati premoč v play-offu za nastop na Evropskem prvenstvu Avstrijkam, so se Slovenke poslovile od leta 2024 in zrle proti 2025 prepričane, da storijo korak naprej. Izziv je bil precejšnji. Med februarjem in junijem so se igrale tekme Lige narodov. Slovenija je v ligo startala kot 28. reprezentanca v Evropi. Prvi nasprotnik je bila Grčija, ki je bila 3 mesta niže na lestvici. Na naše zaslone se vrača ženski nogomet in sicer reprezentančni. Danes igra Slovenija. Na otoku mitološkega bitja Minotaura gostiteljice niso razgrnile rdeče preproge. Zadele so prve. Slovenke so morale loviti zaostanek. S prvim golom za Slovenijo je izenačila Sternat. Gol za zmago je v drugem polčasu dosegla Kramžar. Makovec in Prašnikar. Vendarle gol za Slovenijo. V drugem krogu je bila tekma na domačih tleh. V Koper je prišla irska reprezentanca, ki ve, kako je nastopati na velikih tekmovanjih. A če je bil kdo na tej tekmi veliki, je bila to Slovenija. Igralke z otoka niso vedele, s katere strani padajo udarci v obliki zadetkov. Sternat. Spet je nevarno za vrata. Sternat in gol. 3-0, 34. minuta. Kolbel zadržala je žogo. Kajzba do strela. Gol! Slovenke so po odigranem obračunu prvič začutile, da se lahko uvrstijo v Ligo A, vendar je bilo do konca še veliko minut. Najprej dvojni obračun s Turčijo, doma in na gostovanju. Junakinja prvih 5 tekem je bila Zara Kramžar, ki je zadela na vseh obračunih. Dosegla je tudi odločilni gol na gostovanju v Turčiji. Naše so zmagale z 1-0. Potem, ko je doma v predzadnjem krogu padla še Grčija z 2-0, je bilo jasno, da le velika polomija lahko Sloveniji prepreči uvrstitev v Ligo A. Irska bi morala naše premagati s 5 goli prednosti, a je Otočankam uspelo pred svojimi navijači tekmo dobiti z minimalnih 1-0. Veselje Slovenk se je lahko začelo. No, zdaj pa odpiskala 1-0, sicer zmaga za Irsko, ampak v glavnem to pomeni skupno veliko zmago za Slovenijo, ki si je zagotovila prvo mesto v tej Ligi B skupini 2. Mislim, da so punce šle preko sebe, da so dosegle to, kar so dosegle in res pač neverjetno. V enem letu smo šli iz C-a v A, jaz mislim, da je to res zgodovinski dosežek, tako da neizmerno veselje. Uvrstitev v Ligo A pa ni bilo edino nepozabno doživetje članske reprezentance v letu 2025. Konec junija je izbrana vrsta odpotovala v Avstralijo, kamor jo je povabila 15. reprezentanca sveta na 2 prijateljska obračuna. Na prvi tekmi so domačinke zmagale s 3-0, na drugi pa pred 13.000 gledalci so naše iztržile veliki remi in še enkrat potrdile, da so lahko kos najkvalitetnejšim zasedbam na svetu. Zadnja 2 obračuna v letu 2025 sta bila prav tako prijateljskega značaja. Doma Srbijo so varovanke Saše Kolmana začele s pravim pristopom, na kar je sledil padec in poraz, iz katerega smo se lahko veliko naučili. In še zadnja tekma, še ena močna reprezentanca na drugi strani, Poljska. 1 gol je odločil obračun. 2 zaporedna poraza nista pokvarila vzdušja, še dodatneje sta utrdila vez med igralkami in strokovnim vodstvom. V letu 2026 se vsi natančno zavedajo, da lahkih tekem ne bo, a le preko trnja se pride do zvezd.
Slovenijo čaka pestro leto 2026. Med marcem in junijem se bodo naše članice borile za nastop na svetovnem prvenstvu. V skupini imajo Nemčijo, Avstrijo in Norveško. Igralo se bo 6 tekem, vsak z vsakim doma in v gosteh. Prva reprezentanca napreduje na prvenstvo, druga in tretja ter četrta gredo v play-off, a zadnja izpade v Ligo B. V zadnjem krogu jesenskega dela državnega prvenstva smo imeli derbi prve in druge ekipe. K Murinoni je na gostovanje prišla Ljubljana. Kirurgija Estetикал Aluminij se je doma srečala ŽN Maribor, Žalec Trbovlje se je napotil na gostovanje k Radomljam Medex, Olimpija je igrala proti Cerkljam. Tekma Krima Hubata in Primorja Toslin Nutri Cosmetics je bila prestavljena na četrtek 11. decembra. Ljubitelice in ljubitelji ženskega nogometa, dobrodošli na Planet 2. Pred nami je, lahko rečemo, ena najbolj pomembnih tekem prav gotovo za Muro in Ljubljano, ki zaključujeta nekako svoji dejanji v tej sezoni, zaenkrat pred zimsko pauzo. Sliko smo v Radencih, kjer se bosta pomerili vodilni ekipi na prvenstveni lestvici, točkovno sicer izenačeni, a Mura s tekmo manj. Med vratnicami Primorje, zdaj je dolga žoga v napad, Milovičeva je krenila, zdaj popravni izpit, prazna so vrata in gol je tukaj. Lepo je tole opazila Dolinarjeva, številko 10, in Lea Dolinar, ki v tej sezoni nosi ime Triglav. Strel Ane Milovič, tole je šlo v okvir vrat, o tem ni nobenega dvoma. Elena Paneska predložek v kazenski prostor. Vilčnikova je pri strelu, malce previsoko je dvignila okroglo usnje Noel Vilčnik. Tudi Lucija Grad je kaj hitro opazila, da težave zdaj pri izvedbi avta, takole zna biti nevarno. Še en strel proti vratom, sprožila je Lea Dolinar in lovi tudi tole vratarka Lucija Grad. Intiharjeva rešuje zdaj situacijo tam na robu kazenskega prostora, pa Kosova zdaj s strelom proti vratom, tudi tole je letelo v gol oziroma v okvir vrat, vse mirno pri Luciji Grad. Torej, Radom je zaostajal za točko za Ajdovkami, Olimpija je na 5. mestu, ki pa za Radomljani zaostaja za 5 točk, no zdaj pa napad Ljubljane, ali je tukaj zdaj priložnost, Mirjam Kastelec in izenačenje v Radencih na 1-1, ne samo izenačenje, Mirjam Kastelec se je s tem golom izenačila tudi s Ano Milovič. Tako da imata zdaj obe nogometašici po 45 golov in hladen tuš v Radencih. Kakšna tekma. Glede na vse napovedi, težave pred potovanjem v Prekmurje, Ljubljane, pa zdaj verjamem, da jim je precej odleglo. Le en strel proti vratom je potrebovala Mirjam Kastelec danes, tista priložnost, ki se ji je ponudila, odčuvati in obraniti 21-tico pri Ljubljani, da je zabila gol za izenačenje na 1-1, ampak ali tukaj zdaj pripravljajo Prekmurke hiter odgovor, Ana Milovič je pred vrati ustavila Ana Milovič in ni gola. Takole, zdaj lepo prenos na drugo stran, ali je to strel proti vratom? Ne. Strel je bil, ampak nikakor tole ženske nogometne lige Triglav, ali je tukaj priložnost, Žvindišarjeva strelja proti vratom in brani Lucija Grad. Ampak tole bo kot za Muro, torej ni še konec, še vedno. Zdaj seveda bo vedno bolj defenzivno, imamo občutek vse skupaj, kar se tiče taktike Ljubljane. Mura je pod pritiskom, mora napadati, Hana Senec, odbita žoga in Mura znova vodi z 2-1. Zdaj pa verjamem, da so lažje zadihali tudi vsi tisti, ki navijajo za Muro, da pa spet hladen tuš za nogometašice Ljubljane. Ne pustiti presenečenja znova. Tole je zdaj morda pika na i, ni. Ana Milovič se je seveda prijela za glavo.
Zmer bolj se mi dozdeva, kajti na tekmah ženske nogometne lige ni četrtega sodnika, da bi nekako videli. Strel proti vratom brani Lucija Grad, blizu je bila Ana Milović, ampak danes nekako bo ostala, kakor kaže, saj za enkrat brez gola, ampak ne recimo še zadnje. Ana Milović, tokrat izvajalka iz kota, Hana Sedec, tudi ona zna biti med višjimi igralkami. Ja, vedela je tam Ana Milović, da bi Hana Sedec lahko bila tista nevarna. No, 3 minute sodnikovega dodatka se je izteklo. Mura torej do svoje 13. prvenstvene zmage. Vknjižena je tudi 40. prvenstvena točka. Ljubljana seveda je poskrbela nekako v 48 minuti za hladen tuš, za izenačenje na 1-1, ko je svoj 45. prvenstveni gol dosegla Mirjam Kastelec, a kaj, ko je potem imela dober strel v svojih nogah oziroma v svoje nogi Zala Omerza. Ja, derbi kot derbi. Težko je igrati, neka nervoza se je zavlekla v nas in posledično smo, mislim, da odigrali pod povprečjem. Morali bi biti bolj mirni, bolj stopiti na žogo, igrati na posest. Preveč smo hiteli, delali dosti napak, ampak na koncu toliko smo bili boljši, da smo zasluženo osvojili te 3 točke. Osvojili naslov jesenskega prvaka in komaj čakamo, da gremo vsi skupaj na pavzo. Ja, ena težka tekma je za nami, tekme z Ljubljano so vedno zelo težke, ampak se mi zdi, da smo danes odigrali kar slabo tekmo, delali smo dosti napak, veliko žog smo dali njim v noge, tudi se mi zdi, da smo gol prejeli po lastni napaki, ampak hvala Bogu smo na koncu odnesli 3 točke in so ostale doma. Igralke Radomel Medek so imele na domači tekmi proti Žalcu Trbovljam priložnost, da se vsaj za nekaj dni zavihtijo na 3. mesto in prehitijo Primorje Toslo Nutri Cosmetics, ki ima svojo zadnjo obveznost leta v četrtek proti Krimu Hubatu. Ni prav veliko manjkalo, da bi padel klubski rekord pri doseženih zadetkih. Zelene gostje so igrale zelo tvegano visoko obrambo in varovanke trenerja Mateja Mavriča Rožiča so s pridom izkoriščale ponujeno. Imele so ogromno prostora. Na listi strelk smo imeli kar 17 kratulo. Omerzu in Osolnik sta bili razigrani. Šegatin, Šrot in Medič so prispevale še po gol k visoki zmagi s kar 20-0. Ob težkem tednu, ko smo bili zdesetkani, res so punce pokazale željo, voljo po tekmovanju, kajti zjutraj ob 9. uri nas je bilo samo še 9 in potem sta 2 bolni prišle, tako da res pokazale, kako se diha za klub, tako da smo lahko to tekmo tudi v miru izpeljali do konca. Mura Nona je z 2-1 premagala Ljubljano. Na štajerskem derbiju je bila kirurgija Aesthetical Alumini boljša od ŽN Maribor. Radomlje so proti Žalcu Trbovljam pošteno popravile številke v napadu. 20 žog so spravile v gol nasprotnic. Olimpija je 4-0 premagala Cerklje, tekma Krima Hubata in Primorja Toslo Nutri Cosmetics bo odigrana v tem tednu. Mura Nona je jesenski prvak tudi, če ima tekmo manj, ima 3 točke več od Ljubljane. Radomlje Medek so 3. in imajo 32 točk. Primorje Toslo Nutri Cosmetics se drži zadnjega mesta, ki pelje v ligo za prvaka. Nato imamo 2 ljubljanski zasedbi. Olimpija je 5., Krim Hubat 6. Kirurgija Aesthetical Alumini se je približala ŽN Maribor na točko zaostanka. Gažon Lelok je 9., Cerklje so 10., Žalec Trbovlje 11. Na derbiju za naslov jesenskega prvaka so jo Ljubljančanke še kako pogrešale. Lari Klopčič v zadnjem času življenje greni poškodba. Od prvih korakov pri Moravčah skupaj s fanti do prestopa v Radomlje in preko Olimpije v Muro. Priborila si je dres reprezentance zaigrala v Ligi prvakinj. V prvem krogu predlanske sezone pa je usoda hotela, da je staknila poškodbo ravno proti svoji nekdanji ekipi. Nažalost me je že tako na prvi tekmi nove sezone čakala oziroma se mi pripetila poškodba, katera me še dan danes malo zaznamuje. To se je zgodilo lih na Fazaneriji proti zdajšnjemu klubu v Ljubljani. Tako na začetku tekme neka hitra sprememba smeri, enostavno
Gležen je stal fiksen v travi, kolena si mu se plesalo, zapisala sem pok in ni bilo drugega, no, kot ležala sem na igrišču in nažalost sem mogla odnesti iz igrišča. Tu je bilo njenih zadnjih 6 minut v dresu Mure, kamor je prišla željo, da naredi korak naprej. Odšla pa sredi rehabilitacijskega procesa spet v znano ljubljansko okolje, čeprav ne k Olimpiji, ampak Ljubljani. Punce v Ljubljani sem poznala že odprej in Peter smo se potem dogovorili za neko sodelovanje in moram reči, da je to res neka dobra odločitev v takratnem mojem obdobju. Tukaj so me res punce lepo sprejele, mi dali to podporo, predvsem pa čas. Tukaj res moram zahvaliti moji trenerki Urški Žganec, da ni hotela prekitevati, res me je včasih malo bremzala. Sem le jaz tista, ki bi hotela malo prej, no. Ampak hvala Bogu je bila ona in naša fizio Adela, da ste me malo bremzali in pač mi dali čas, da so se podsajta, kupar bi se mogla, no. Ko ti življenje zapre ena vrata, ti odpre nova. V lanski sezoni je odigrala 17 ligaških tekem in 2 pokalni. V finalu pokala so Ljubljančanke prvič zmagale. Lari je uspelo nekaj, s čimer se med trenutno aktivnimi igralkami v Sloveniji lahko edina pohvali. Ima pokalne naslove s 3 različnimi klubi. Kateri od teh pa je ostal najbolj v spominu? Vsaka posoja na svoj način. Prve nikoli ne pozabiš, tako da prva tekma, tista pokalna v Kopru, ko smo zmagali po 11 metrovkah in se veselile pokalnega naslova. Tudi v tistem letu sem bila izbrana v ekipi za najboljšo nesterico Slovenske ženske nogometne lige. Pol isto drugo leto v Olimpiji, ko smo zmagali v Celju proti Ljubljani. Isto zelo napeta tekma, zelo dobra tekma. In ja, pol isto v Muri, no. Bile smo res ful dobra ekipa. Poklopili se nam vse in čeprav so bili pogoji tiste tekme proti Olimpiji, se spomnim, vmes je bila tekma zaradi dežja prekinjena, pa strele, pa vse, ampak nekako smo zdržali, pregorale do konca in ja, osvojile to moje tretje finale pokala. In ja, zdaj lansko leto maja, no, z ekipo Ljubljane, tam je pa zdaj res ostal najbolj v spominu, verjetno njih iz tega vidika, ker se mi zdi, da smo res Ljubljana ena taka velika familija, res smo spunce tukaj, ki smo nekako na istem. Vse se trudimo, vse veliko vlagamo, tudi od trenerke, predsednice in dejansko vse punce se res trudimo. In ja, bi rekla, da ta zadnji z Ljubljano. Pokali prinesajo veselje in zadoščenje po vsem vloženem trudu in po mnogih odrekanjih, a ne utrjujejo karakterja ter učijo življenjskih zgodb, kot denimo težki trenutki, ki jih prinese poškodba. Ja, iskreno sem imela med samo rehabilitacijo kar dosti nihanj v razpoloženju in v mojih občutkih. Vmes sem imela tudi obdobje, ko bi najraje končala s fuzbolom, bi ga dala tja nekam in pač bi šla neka na novo pot v življenju. Ampak ja, vseeno se mi zdi, da je nogomet moja velika strast, moja velika ljubezen in sem pol probala te negativne misli prevezati oziroma preobrniti pa pozitivne. Seveda so mi tukaj v opori stali tudi prijatelji, družina v prvi vrsti. Prioritete so se spremenile. Razširila je svoja obzorja, svoj čas zdaj namenja tudi mlajšim generacijam. Pridobila je namreč trenersko licenco. Kdo je najboljši trener? Kaj pa vam je pri njej najbolj všeč? Ker je jasna! Sam to. Pa ti podra trenerka! Ja, a mi Kaj so nežna! Ja, ta čas sem izkoristila za neko novo znanje. V tem času sem naredila licence za maserko, post tega sem se izobraževala in se še vedno izobražujem za trenerko nogometa. Tako da sem zdaj v klubu Ljubljana, vodja mladinskega pogona. Treniram moje punce U13, pomagam pri puncah U15 in prav tako pri puncah U11. Moja vizija je, da bi to moje znanje nogometa, predvsem pa to predanost in strast predala na mlajše punce, da jih nekako pravilno vzgojim v neke zdrave prve vrsti punce in šle na to do nogometaštva. V kratkem jo čaka nov operativni poseg in čeprav je ne bo na igrišče, bo še vedno pesti stiskala tako za klubske kot reprezentančne soigralke. Ja, letos smo res zelo super zastartile v sezono. Mogoče nam res ta lanski osvojitev pokala dal neka krila. Res je ničen štart v sezono.
Zdi se mi, da je letos res ta čas, da ne samo v pokalu, da presenetimo ekipo Muro tudi v ligi. Od samih začetkov igranja z U17-19 in takratne članske ekipe, res mi je v čast izstopati Slovenijo v tujini. Res ponosom nosim ta grb, se trudim, borim na igrišču. V zadnjih letih je naša članska reprezentanca res naredila ogromen korak naprej. Seveda zdaj zaradi moje poškodbe nisem več kot stalna članica, ampak vseeno, vse trudim, delam, garam. Zdaj po poškodbi oziroma po tej, nažalost, tretji operaciji bom naredila vse, da bom prej slej spet dokazala in dala selektorju za razmišljati, da pridem nazaj. Po odigranih 12 krogih gre na počitek tudi kadetska liga. Točko prednosti pred prvim zasledovalcem Muro Nono imajo Radomlje Medeks, ki so jesenski del sklenile s srečanjem proti Aluminiju. Zmagale so 4-0. En gol smo videli v prvem polčasu, po slabih 20 minutah je zadela Mija Džafić, nato pa v zadnjem delu obračuna med 71. in 79. minuto kar 3 zadetki. Uspešne so bile Tajda Mujezinović, Maša Šegatin in pa Elina Hamulić. Ja, današnja tekma je bila velik izziv, ker so se videli, da je Aluminij zelo napredoval, ampak smo ostale zbrane, delale, kar smo rabile. Seveda je bilo še veliko rezerve v igri, kar mislimo do naslednjega dela sezone odpraviti. Sem zadovoljen s celotno polsezono, z vnema punc. Imamo pa seveda veliko še prostora za napredek na vseh področjih, vključno z mano. Veselimo se zimske pavze in absolutno potem tudi spomladanskega dela sezone. Članska liga se vrača, ko se bo zima počasi začela poslavljati, nekje med februarjem in marcem. Primorje Tostanotri Cosmetics bo igralo s kirurgijo Aesthetical Aluminij. ŽN Maribor se bo srečal z Olimpijo Cerklje pa Radomljami Medeks. Žalec Trbovlje bo pričakal Muro Nono, ŽNK Ljubljana bo igrala z Gažonom Lelogom. Se vidimo znova spomladi.